Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Danes sem pa v medvedji družbi. Super! Ampak nekdo pa vendarle manjka. Le kje je mala deklica po imenu Maša, ki tako rada ponagaja medvedu? Maša! Najbrž se kje skriva in upam, da ne počne kakih neumnosti. Otroci, predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo 3 navihanim zgodbam o Maši in medvedu, ki so izšle v zbirki Mašine dogodivščine. Ne zbujaj me do pomladi. Poletje je minilo in prišla je jesen. Listje je porumenelo. Vsi prebivalci gozda so se pridno pripravljeni na zimo in nabirali ozimnico. Mala Maša je tekla po gozdni poti in si pela. Mudilo se je k prijatelju medvedu. Na gozdni jasi je srečala ježa. Takoj, ko ga je zagledala, se je želela z njim igrati. Našla je mušnico, jo utrgala in jo nataknila na ježeve bodice. Ježu to ni bilo prav nič všeč in gobo je hitro stresel svojega hrbta. Maša je že hitela naprej in si popevala. Medved, k kateremu se je Maši tako mudilo, se je tudi pripravljal na zimo. Vsi medvedi morajo zimo namreč prespati. Da bi lahko dobro počival, se je moral naš redoljubni medved temeljito pripraviti. Na vhodna vrata je obesil deščico, na kateri je pisalo: Ne zbujaj me do pomladi. Nato je pospravil vse panje in se odpravil spat. Na široko je zazehal, se pretegnil, si pripravil blazino in se ravno hotel uleči, ko ga je spreletela grozna misel. Miši bi se lahko dokopale do njegove shrambe. Odhitel je pospraviti hrano v omaro in skrbno zaprl vratca. Z deskami je zabil še vhodna vrata, tako za vsak slučaj. Pomijel si je oči in se zadovoljno odpravil v posteljo. Na lepem je na hišnem pragu zagledal Mašo. Ta je brez težav odprla vrata, ki jih je medved ponevedoma zabil z napačne strani. Dobro si jih zaprl, je veselo zaklicala medvedu. Medved je zazehal in se odpravil nazaj v posteljo, za petami pa mu je sledila Maša. Čim se je ulegel in zadremal, se je Maša želela z njim igrati. Ni ga uspelo zdramiti, naj ga je še tako vlekla za ušesa, kaškečkala po šapah in mu odpirala veke. Le kaj naj bi Maša zdaj počela? Tavala je naokrog po hišici in naletela na shrambo, kjer so bili spravljeni panji. S palico je potrkala po njih in prebudila čebele. Te so jezno zabrenčale in priletele iz panjev. Maša je zbežala, roj čebel pa se je pognal za njo in jo preganjal po hiši. Zgrabila je metlo, da bi jih z njo odgnala, a so jo izpulile iz rok in jo našiškale. Maša je zbežala v medvedovo sobo in se skrila k njemu v posteljo, vendar so čebele zletele z njo pod odejo. Medved je zarjul in planil k višku. Čebele so se navsezadnje pomirile in odletele nazaj v shrambo. Medved pa je utrujeno odcapal nazaj v posteljo. V trenutku, ko je zaprl oči, je k njemu stopila Maša in rekla: Kdaj bo pa večerja? Medvedu ni preostalo drugega, kot da si je zavezal predpasnik in mali Maši skuhal kašo. Maša ni mogla mirno počakati na večerjo, ampak je nestrpno kukala v lonec in kradla sestavine. Medved je odprl hladilnik, ona pa je takoj skočila van. Ko je v hladilniku zaropotalo, ga je medved odprl in iz njega potegnil Mašo, ki je visela z verige klobasic. Nejevoljno jo je odložil na tla. Maša je odjavljala naprej in se na glavo poveznila lonec. Brž ko je medved le za trenutek obrnil hrbet, je spet kaj ušpičila. Ko
Ko se je vendarle lahko posvetil kuhanju, je pred Mašo postavil krožnik in žlico. Maša je z njo tolkla po mizi in kričala: "Kašo, kašo!" Trenutek kasneje je bila kaša nared. Toda Maša je medtem zaspala za mizo. Medved je deklico odnesel v svojo posteljo in jo pokril s toplo odejo. Bilo je že pozno ponoči in medved se je zazrl skozi okno. Zagledal je volka, ki je sedel na bližnjem griču, vrgal glavo v znak in zatulil v luno. Bil je čisto sam in lačen. Dobri medved je vzel lonec s kašo in se mu pridružil. Tako sta obsedela na hribu in malicala odlično kašo, ki jo je medved skuhal za Mašo. Zadrži dih. Na topel poletni dan je medved plel gredico z jagodami, ko je našel čudovito jagodo velikanko. Odtrgal jo je in je že hotel pojesti, ko je na njej našel gosenico. Tudi ta je želela zagrizniti v jagodo, a jo je medved frcnil stran. Mimo se je ravno takrat sprehodila lepa medvedka in gosenica je priletela naravnost na smrček. Medvedka je zakričala in mahala s svojim dežničkom. Medved je tekel k njej in ji umaknil gosenico. Zelo mu je bilo nerodno, zato je medvedki v opravičilo ponudil svojo jagodo. Zavrnila jo je, medved pa jo je povabil na čaj. Medvedka tudi tokrat ni privolila in je odšla. Medved je zavzdihnil in se odločil, da bo jagodo pač pojedel sam. Tedaj pa je zazvonil njegov mobilni telefon. Dobil je sporočilo. Medvedka mu je napisala, da bi vseeno prišla na čaj ob 6. Medved se je razveselil, da ni bila jezna nanj. Veselo je zakorakal v hišo, tam pa ga je pričakal grozen nered. Hitro se je lotil pospravljanja. Omaknil je stvari na svoje mesto, pomil in pospravil posodo. S čim pa ji bo postregel? Spekel ji bo pito. Medtem, ko je bila pita v pečici, je na mizo pripravil skodelice in vrč. Pita je bila spečena in medved jo je okrasil z malinami, na sredo pa je postavil jagodo velikanko. Vrata so se na široko odprla in v sobo je pritekla Maša. "Joj mene, kako dolgo že nisem jedla jagod!" je vzkliknila in segla po jagodi. Medved je Pito umaknil z mize. Jezen je Mašo poslal ven. Deklica je namrščila obrazek, zatresle so se ji ustnice, še malo pa bi zajokala. Medved se je omehčal in ji ponudil jagodo. Prav, no, že grem, je rekla Maša z jagodo v rokah, kar celo iztlačila v usta in pogoltnila. Zadovoljno se je nasmehnila, se pripravila, da bo skočila s stola na tla, ko se je naenkrat začela kolcati. Kaj pa je zdaj to? Se je čudila Maša. Medved je odprl svojo zdravstveno enciklopedijo na strani z navodili, kako ustaviti kolcanje. Prva točka je svetovala, naj zadrži dih. Medved ji je pokazal, kako naj globoko vzdihne, počaka in nato izdihne. A zadrži naj dih? Ga je Maša hitro razumela. Vdihnila je, dolgo držala dih in izdihnila. Je že mimo? Nič ni pomagalo. Medved si je ogledal drugo točko. Napihne naj balon. Ni pomagalo. Nato je Maša spila veliko vode. In tudi to ni pomagalo. Zadnji nasvet v enciklopediji pa je bil nenavaden. Tistega, ki se mu kolca, je treba prestrašiti. Medved je šel poiskat zajca, veverico in ježa, a jim Maše ni uspelo prestrašiti. Namesto tega se je od strahu začelo kolcati še njim. Le kaj naj zdaj naredijo? Medved se je usedel na kolo in odbrzel k volkoma, jo zgrabil pod roko in pripeljal domov, ter jima tam razložil težavo. Volkova sta planila v sobo. Spet se je vsem kolcalo. Medved je pogledal na uro. Še malo pa bo prišla na obisk gostja in medved je kolcnil še sam.
In zdaj se še tebi kolca, je žalostno rekla Maša. Medved je zadržal sapo. Prav nič ni pomagalo. Zgrabil je termofor in ga napihnil tako zelo, da je počil. Bum! Na pragu pa je že stala lepa medvedka. Pok pa jo je tako prestrašil, da je padla v znak. In še dobro, da jo je medved ujel. Medved jo je povabil naprej in presedla sta za mizo, kjer se je prestrašeni medvedki prav tako začelo kolcati. Vsi so sedeli in družno kolcali. Maša se je odločila nasvete iz enciklopedije preizkusiti na gostih. Zlezla je na stol in začela dajati navodila. Najprej so vsi držali dih in nato enkrat izdihnili. Juhej! Zajčku, veverici in ježu se je nehalo kolcati. Poslovili so se in odšli. Preostalim je Maša razdelila balone. Napihnili so jih in obema volkoma se je nehalo kolcati. Ozdravljena sta se tako vrnila domov. Medved in medvedka sta spila čaj in tudi ona dva sta imela srečo. Rešena kolcanja sta se odpravila na sprehod. Le Maši ni prav nič pomagalo. Kolcala je in kolcala. Kaj je narobe z menoj? Se je žalostno spraševala. Zamislila se je, ma ni morda prehitro pojedla tiste velike jagode? Pa me fotografiraj. Lepega poletnega dne je medved opral in obesil Mašine oblekice. Sonce jih je hitro posušilo in medved jih je snemal z vrvi. Ko je opazil, da je skozi luknjo na eni izmed njih priletel metulj. Na dvorišče je pritekla Maša in ko je medved vprašal, zakaj je oblekica strgana, je Maša zavzdihnila in tiho odvrnila. Igrala sem se. Medved je pokazal na drugo obleko, prav tako razcefrano. Igrala, je rekla Maša. Medved je snel obleke in nejevoljno odkorakal v hišo. Pripravil si je niti in igle, a mu nikakor ni uspelo vdeti nič skozi šivankino uho. Spomnil se je, da si je pozabil nadeti očala. Strogo je pogledal Mašo. Za vse to, je rekla Maša in pokazala na obleke, sem kriva jaz. Ampak tega, in pokazala na prazen etui za očala, pa nisem izgubila. Medved je stopil v komari in začel odpirati predal za predalom. Le kje so očala? Začel je brskati po ropotarnici, Maša pa se je zapodila nazaj komari. Kakšna krasna stvarca, je vzkliknila in iz omare potegnila starinski fotoaparat. Ogledala si ga je. Na vrhu je bila pritrjena velika luč, podobna krožničku. Čemu pa služi tale gumb? Maša ga je pritisnila, objektiv se je premaknil in luč se je močno zabliskala, saj se tudi reče bliskavica. In naslednji trenutek je iz vrha fotoaparata prilezla slika. Mašin frufru je stal po konci in malo je zaškilila zaradi močne svetlobe. Ampak fotografija je bila vseeno všeč. Kako sem fotogenična, si je rekla. Le kam naj to obesim? Že je našla pravo mesto, naravnost nad kaminom. Krasno, je rekla. V roke je vzela fotoaparat, se ozrla po sobi in na pamet je padla odlična zamisel. Tudi medveda moram fotografirati, je vzkliknila in odšla v ropotarnico. Hura! Medved je medtem našel očala, si jih nadel na nos in se odpravil nazaj proti dnevni sobi. Medved, nasmej se! In se je zabliskalo, močna svetloba ga je čisto zaslepila. Tako ga je presenetila, da je kar padel. Fotografija je uspela. Na njej je bil prestrašeni medved, ki se je skrival za lastnimi šapami. Medved je zarju. In Maša je vedela, da mu mora čim hitreje s poti. Morda bi lahko naredila še nekaj zunanjih posnetkov, si je rekla in s fotoaparatom v rokah odšla na dvorišče. Na gredicah je zajec rabutal korenje. Zajček, nasmej se! Se je zasmejala Maša in pritisnila na sprožilec. Zajec je prestrašeno stekel stran, Maša pa se je podala za njim. Fotografijo imam zate! Je kričala in ga želela ustaviti. Tekla je vse dlje in dlje.
Veverica je sedela v drevesni krošnji, zajec pa na veji poleg nje in se tresel od strahu. Le kako mu je uspelo splezati tja gor? Kam ste vsi šli? Nasmehnite se! Je spet vzkliknila Maša in fotografirala. Bliskavica je spet zaslepila vse naokrog. Veverica in zajec sta padla iz krošnje. Maša jima je pustila fotografijo in stekla naprej. Aha, volkova sedita ob svojem avtomobilu. Fanta, nasmehnite se, je rekla Maša, volkova pa sta odtrknila od bliska. Maša jima je dala fotografijo in kričala: Nasmehni se! Ter tekla naprej. Zdaj je poslikala že vse v gozdu, zato se je vrnila nazaj k medvedu domov. Zagledala je panj na dvorišču. Fotoaparat je prislonila k reži in močna bliskavica je zaslepila čebele. Jezno so vzrojile iz spanja in Maši vzele fotoaparat ter jo začela loviti. Ena izmed njih je pritiskala na sprožilec fotoaparata in slikala bežečo deklico. Medved je medtem skrbno zašil vse luknje na Mašinih oblekicah. Zadovoljen je bil s svojim delom, saj so bile videti kot nove. Vrata so se odprla in Maša je planila v sobo. Medved jo je zagledal in obupno zaječal. S šapo je pokazal na njeno umazano in raztrgano obleko. Igrala sem se, je rekla Maša s sklonjeno glavo. Na dvorišču so v panju čebele priredile projekcijo slik kot v kinu. Povabile so še volkova, veverico in zajca, na steni panja pa so se prikazovale vse smešne posnetke Maše, ko je bežala pred rojem čebel. Vsi gozdni prebivalci so se lahko nasmejali, ko so videli, da je bila poredna Maša, enkrat za spremembo, tista, ki je bežala. Ja, tale Maša je pa res nagajiva deklica. Precej nagajiva. Se mi zdi, da pogosto kratišče medvedovo pozornost, ampak verjamem, da ima Maša prijatelje medveda kljub temu zelo rada. Namreč prijazni medved je skrben in je vedno znova priskoči na pomoč ter na koncu razreši vse njene težave. Otroci, prisluhnite še kakšni izmed 100 pravljic, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Pozdravček prav vsem! Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pravlično junakinjo čebelico Majo pa zagotovo poznate vsi, kaj ne? Tudi sama sem izjemno rada prisluhnila njenim prigodam. V tokratni pravljici se bo Maja odpravila na potep. A vse ne bo potekalo čisto po njenem planu. Le kaj vse se je zgodilo in koga vse je srečala na svojem potepu? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Čebelica Maja gre na potep. Čebelnjaku je danes res živahno. Rodile so se nove čebelice. Starejše čebele imajo veliko dela, kajti poskrbeti morajo zanje. Mali Maji se vse skupaj zdi velikanska zmešnjava. Ne ve še, da vsaka čebela svoje dele dobro pozna in da zdaj ni časa za igranje. In kot vsak otrok mora tudi Maja v šolo. Spoznati mora delo, ki jo čaka, ko bo zrasla. Danes so čebelice z učiteljico Kasandro odletele na prvi izlet. V vsakem cvetu je kapljica sladke tekočine, ki ji pravimo nektar, razlaga učiteljica svojim učencem. Nektar spravimo v lonček. Ko je poln, ga odnesemo v čebelnjak. Šele tam nastane med. Nabiranje medu je nekaj časa kar zabavno, potem pa postane dolgočasno, premišljuje Maja. Veliko raje bi si ogledala svet. In zato se skrije v cvet. Čebelice so medtem odletele drugam in Maja lahko gre na potep. Ja, kaj pa je to? Deževnik, dva hrošča in mravlja se od smeha držijo za trebuhe. Norčujejo se iz zavaljene in nerodne gosenice. Sram naj vas bo, grdobe, se jezi Maja in tolaži žalostno gosenico.
Daj no, saj sploh nisi tako grozna. Si tudi ti žuželka? Vpraša Maja žabo. Raga. Ne, nisem, ampak strašno rada jih imam. Kar požrla bi jih, tako rada jih imam. Razloži žaba čebelici. Smešen odgovor, si misli Maja. Tedaj švigne mimo nje dolgi in lepljivi žabji jezik. In čebelica prestrašeno odleti. Ko sreča kačjega pastirja, je bolj previdna in ga že vdaleč vpraša, če je žuželke. Pravzaprav jih jem, pove kačji pastir, ampak ti imaš želo, ki mi ne tekne, zato tebe ne bom požrl. Maja je kar ponosna nase in na svoje strupeno želo. Na pomoč, kriči Maja. Iz vode pod njo švigne temna senca. Čebelico bi skoraj požrla riba. Komaj se je rešila na list. In kot kupček nesreče čepi na njem in si ne upa nikamor več. Tako je prestrašena, da ne opazi nevihte, ki se bliža. Šele ko zagrmi in se zabliska, se zave, da jo bo ujel dež. To je prva nevihta v Majinem življenju in zelo jo je strah. Ko pa je vse mimo, sklene, da je za danes videla dovolj sveta in da gre domov. Ampak kje je čebelnjak? Ne najde prave poti. Tedaj pa zasliši, da jo nekdo kliče. Kasandra je. Maja, povsod te iščem. Brž domov, nekdo te čaka, reče učiteljica. Kdo pa? Je radovedna Maja. Metulj, ji pove Kasandra. Tega metulja ne poznam, pravi Maja. Potem se pa spomni. O, seveda te poznam. Ti si bil tista smešna gosenica, iz katere so se norčevali hrošči. Zdaj si pa tako lep metulj. Tako videz velikokrat vara. Grda gosenica lahko postane čudovit metulj. In lep svet je lahko zelo, zelo nevaren. To si velja zapomniti. Kako prikupna je tale čebelica Maja, pa tudi pogumna, kar sama se je odpravila na potep in spoznala nove prijatelje. Po ubogi gosenici, iz katere so se vsi norčevali, je stopila v bran, zelo pohvalno. In še dobro, da Maja ni ujela nevihta. Potem bi se tale pravljica najbrž malce drugače končala. Konec dober, vse dobro. Tako za čebelico Majo, kot tudi za gosenico, ki se je medtem prelevila v čudovitega metulja. Otroci, v mojem knjižnem kotičku boste prav zagotovo našli še kakšno prijetno pravljico, ki vam je všeč. Pozdravček prav vsem in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnja pravljica bo zagotovo všeč vsem ljubiteljem televizijske uspešnice Tri mucke, v kateri nastopajo očka, mami, Čoko, Roli in Lučka. Prikupna mačja družina se velikokrat znajde v težavah. Le kaj se jim je tokrat pripetilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tri mucke, piknik. Bil je prekrasen dan, zato sta se mami in očka odločila peljati Čoka, Lučko in Rolija na piknik. Mucke so spakirale vse, kar so želele vzeti s seboj. Neskončno so se veselile, kaj vse bodo počele na pikniku v naravi. Lučka bo zgradila veliko peščenih gradov, Čoko bo izvedel maratonsko branje v naravi, Roli pa bo tekal naokrog. Mami je prinesla polno košaro, kar je Čoko takoj opazil. Poglejte to, koliko okusnih prigrizkov! Piknik ni piknik brez košare okusnih dobrot, je pritrdila mami. Očka je še rekel, naj preverijo, da niso česa pozabili, in veselo naznanil.
Roli in ti Lučka in Čoko, čas je za piknik. Mucke so zamjavkale. Super! Mjav, 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 mjav. S košaro okusnih dobrot na strehi avtomobila so se zapeljali po gozdni poti. Toda nihče ni opazil, da se je košara zataknila za drevesno vejo. Lučka, Roli in Čoko so med vožnjo prepevali. Na piknik gremo in komaj čakamo. To res nas veseli, ker skupaj smo vsi. Ko so prišli na jaso za piknik, je očka razočarano ugotovil, da ni košare z dobrotami. Nihče ni vedel, kam je izginila, tudi mami ne. Res ne vem, je rekla. Morda je ostala doma, ali pa smo jo izgubili. Čoku je šlo na jok. Medtem je Roli dobil izvrstno idejo. Hej, kaj pa, če gremo z raketnim letalom domov, vzamemo košaro in priletimo takoj nazaj? Mami mu je razložila, da je to dobra ideja, a letale tam ne morejo pristati, ker je veliko dreves. Potem se je Lučka spomnila. Kaj pa, če naročimo pico, mami? Mami je odvrnila, da dostavljalec pic ne more pripeljati pice na naslov nekje sredi gozda blizu nekega ribnika. In je pristavila. Prepričana sem, da se bo vaš pametni očka nečesa spomnil. Ter mu porinila ribiško palico v roke. Očka se je predramil. Hej, ribiška palica, lahko vam nalovim kaj okusnega? Lahko bomo imeli piknik? Je vzkliknila, ne, to pa ni v redu, napaka. Lahko bomo imeli piknik, je vzkliknila Lučka. Juhu! Medtem ko sta mami in Lučka iskali veje, da bi zanetili ogenj, so očka, Čoko in Roli šli lovit ribe. Očka je rekel: pri ribolovu moraš biti potrpežljiv. Očka, Čoko in Roli so bili potrpežljivi, a v gozdnem ribniku ni bilo nobenih rib. Ko se je že zdelo, da je vendarle nekaj prijelo, je mami že hitela netiti ogenj, a je slišala Rolija reči: ujeli smo samo nagajivo žabico. In še ta je skočila nazaj v ribnik, je dodal Čoko. Mami je predlagala, naj poiščejo hrano v gozdu. Lučki se je ta ideja zdela odlična. Očka, ti zaneti ogenj, mi pa gremo gobarit. Roli je vzkliknil: super, si za mano. Čoko se je strinjal: no, nekaj je treba pojesti. Roli in Lučka sta prinašala gobe, ki sta jih nabirala v gozdu, Čoko pa je s pomočjo svojega vodnika v gobah ugotavljal, katere so užitne in katere so strupene. Mami je ves čas budno spremljala dogajanje. Ko so nabrali dovolj gob, so mucke stekle k očku, ki je bil zadolžen za ogenj. Skuhajmo jih, očka, je rekel Čoko. Žal so vžigalice v košari z dobrotami, je nemočno povedal očka. So mucke razočarane vzdihnile. Mami je odločno dejala, da surovih gob že ne bodo jedli. Čoku se je utrnila zanimiva zamisel. Lahko drgnemo palice drugo ob drugo, tako so v starih časih zanetili ogenj. To je znanost. Odlična ideja, Čoko, je rekla mami. Očka je globoko zajel sapo in pihal. Ob tem pa je začel kašljati. Lučka je predlagala, naj pomagajo očko. In tako so Lučka, Roli, očka in Čoko začeli pihati. Tudi kihnili so večkrat, kar jih je spravljalo v dobro voljo. Naposled pa je Roli vzkliknil: zanetili smo ogenj! Družina muck bo lahko na ognju pripravila gobe. Vsi so bili zadovoljni in očka je uradno odprl piknik z besedami: naš piknik spet poteka po planu. Očka je igral na kitaro, mucke pa so združno zapele: na pikniku je lepo, čeprav ni vse po planu šlo. Veseli smo, da smo tu, zdaj vriskamo, juhuhu. Medtem pa je mami poskrbela za pojedino.
Gobe so skoraj pripravljene. In potem je na prt položila sklede polne gozdnega sadja in za sladico borovnice, brusnice in maline. Izkazalo se je, da je mami na skrivaj nabrala kup gozdnega jagodičevja. Takšnega razpleta nihče ni pričakoval. Lučka, Roli in Čoko so skliknili: super, mijav, 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 mijav. Navkljub vsemu je bil piknik odličen in cela družina je bila presrečna. Ja, tale mačja družina se pa vseh težav loti na prav poseben, spreten način in težave v bistvu postanejo novi izzivi. Toliko pozitivne energije, spodbudnega razmišljanja ter iskanja rešitev namesto težav. Bravo, mucki! Otroci, prisluhnite še kakšnim drugim pravljicam o muckih, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Uživajte ter vstopite v vsak nov dan s prijetnimi občutki. Lepo se imejte! Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Le kdo ne pozna prikupnega medvedka iz Peruja po imenu Paddington. Namreč po knjižni uspešnici, ki boste danes lahko prisluhnili, je bil posnet tudi film ter tudi risana serija. In danes bomo izvedeli, kako se je medvedek znašel pri družini Brown. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Medvedek Paddington. Tistega dne sta gospod in gospa Brown stanala na železniški postaji Paddington. Čakala sta svojo hčerko Judy, ki se je vračala iz šole. Nenadoma pa je gospod Brown opazil nekaj majhnega in kosmatega poleg vozička s poštnimi vrečami. Poglej tja, je rekel gospe Brownovi. Prepričan sem, da sem videl medveda. Medveda? Ga je vprašala gospa Brown. Na postaji Paddington? Ne bodi neumen, Henry, ne more biti res. Ampak je bilo. Na glavi je imel smešen klobuk. Sedel je na starem kovčku poleg urada za izgubljene predmete. Ko sta se mu približala, je medved vstal ter vljudno snel klobuk z glave. Dober dan, je pozdravil in vprašal. Vam lahko kako pomagam? Sprašujeva se, če lahko midva pomagava tebi. Je zanimalo gospod Brown. Odkot pa prihajaš? Medved se je previdno ozoral naokrog in odgovoril. Iz temnega Peruja. Šel sem od tam, kjer sem živel samo od marmelade. Gospa Brown je opazila okrog medvedovega vratu privezano etiketo. Na njej je pisalo. Popazite prosim na tega medvedka. Hvala. Henry, se je odločila. Vzeli ga bomo domov. Ampak saj sploh ne vemo njegovega imena, je odvrnil gospod Brown. Klicali ga bomo Paddington, je zaključila gospa, ker smo ga našli na postaji Paddington. Gospa Brown je odšla pogledat, če je z Judy že prišla, medtem pa je gospod Brown odpeljal Paddingtona v restavracijo, da bi kaj pojedla. Paddingtona je posedel na konec mize poleg okna. Kmalu se je vrnil s težkim planjem polnih tortic in 2 skodelicama kadečega sečaja. Po dolgem potovanju je Paddington postal tako lačen in žejen, da ni vedel, kaj bi prej, jedel ali pil. Mislim, da lahko poskusim oboje hkrati, če nimaš nič proti, gospod Brown, je naznanil. In ne da bi čakal na odgovor, se je povzpel na mizo. Gospodu Brownu je bilo močno nerodno. Vendar se je pretvarjal, kot da vsak dan z medvedom pije čaj na postaji Paddington. Ko je gospa Brown svojo hčerko Judy stopila v restavracijo, je presenečeno vzkliknila. Henry, ja kaj pa delaš z ubogim medvedom? Vse je popacal smetano in marmelado. Ko je Paddington zaslišal glas gospe Brownove, je padel na kozarec z jagodno marmelado
in prevrnil še skodelico čaja. Predlagam, da čim prej gremo, preden se še kaj zgodi, je rekla gospa Brown. Hitro so odpeljali Paddingtona iz restavracije. Judy ga je prijela za taco in jo močno stisnila. Pridi, je rekla. Domov se bomo odpeljali s taksijem. Pripravili ti bomo toplo kopel in te seznanili z mojim bratom Jonathanom. Paddington se še nikoli prej ni peljal s taksijem. Ugotovil je, da je vožnja zelo vznemirljiva. Udobno je sedel na majhnem oblazinjenem sedežu za voznikom in opazoval ljudi na ulici. Kmalu so se ustavili ob dolgi hiši z zelenimi vrati. Ko so bili v hiši, je Judy peljala Paddingtona po stopnicah v njegovo sobo, da izprazni prtljago. Nisem prinesel veliko, pravi Paddington, samo nekaj marmelade, album z raznimi nalepljenimi izrezki in slikami ter južnoameriški kovanec. Iz kovčka je potegnil še fotografijo. To je moja teta Lučka. Fotografija mi je dala, preden je odšla v dom za ostarele medvede. Potem je Judy pokazala Paddingtonu kopalnico. Takoj, ko je bil sam, se je povzpel na stolček in pogledal skozi okno. S tačko je poskušal napisati svoje ime na zarošeno okno. To mu je vzelo kar precej časa in ko se je obrnil, je doživel presenečenje. Kad je bila polna vode, ki je že začela uhajati čez rob. Zaprl je oči, se s taco prijel za nos in skočil v kad. Voda je bila vroča, milnata in zelo globoka in kmalu je ugotovil, da ne more priti ven, niti pipe ni mogel zapreti. Sprva je Paddington bolj potiho skušal poklicati na pomoč, da ne bi koga vznemiril, potem pa je zaklical glasneje. Na pomoč! Na pomoč! A nikogar ni bilo. Snel je klobuk in začel z njim metati vodo ven iz kadi. Spodaj je Judy pripovedovala svojemu bratu Jonathanu o Paddingtonu. Nenadoma pa zasliši plop. Ozrla se je navzgor in opazila temen vlažen madež na stropu. Paddington, je zavpila, verjetno je v težavah, pohitiva. Skupaj sta se hitro povzpela po stopnicah. Nagnila sta se čez rob kadi in potegnila ven mokrega in prestrašenega Paddingtona. Kakšen nered, je zavpil Jonathan. Hitro ga obrišiva. Ubogi Paddington, je rekla Judy. Vesela sem, da sva te našla še pravi čas, lahko bi utonil. Paddington je vstal in rekel, še dobro, da sem imel svoj klobuk. Kasneje pride Paddington lep in čisto spodnje prostore. Posedi se na majhen, topel oblazinjen stol blizu kamina, sklene svoje tačke za glavo in pretegne svoje noge. Res je lepo biti medved, še posebej, če ti je ime Paddington. Dobil je občutek, da bo življenje z družino Brown še zelo zanimivo in vznemirljivo. Ja, pa še res je. Zelo lepa pravljica, kaj ne? In moram priznati, da kar občudujem medvedka, da se je tako pogumno podal na pot. In verjamem, da je z namenom srečal prijazno družino Brown in da bodo skupaj res doživeli veliko prijetnih ter zanimivih izkušenj. Super pravljica, kaj ne? Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček, namreč prisluhnete lahko še mnogim drugim pravljicam, v katerih nastopajo risani junaki. Le poiščite jih. Sedaj pa vam pošiljam en Paddingtonov pozdravček. Čau, čau. Ja, ti pa res simpatičen, ne? In poln dogodivščin. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Le kdo ne pozna televizijskih junakov Marshall, Robbie, Bron, Rocky, Zuma, Sila in Riki. Seveda, to so junaki animirane serije Tačke na patrulji. In kužki bodo tudi tokrat zaznali težavo ter jo skupnimi močmi rešili. Upam. Me prav zanima, komu bodo v tokratni zgodbi priskočili na pomoč.
Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Kužki rešijo dinozavrova jajca. Tačja patrulja se na plaži igra z žogo. Nenadoma zazvonijo njihove značke. Riki nas kliče, zalajajo. Kužki, vrnil sem se z izleta in za vas imam veliko presenečenje. Jim pove. Kužki so navdušeni, takoj odhitijo do Rikija. V opazovalnici k njim priteče nov kužek. Hej, ime mi je Rex, se predstavi. Živjo, Rex, mu odgovori Bron. Veseli nas, da smo se spoznali, se pridružijo še ostali kužki. Wow, kakšna kolesca, doda Zuma. Riki, prav Semil, to so res najboljši kužki, kar sem jih kdaj spoznal. Veselo zalaja Rex. No, v bistvu so to edini kužki, ki sem jih kdaj spoznal, še doda. Še nikoli nisi spoznal nobenega drugega kužka? Ga vpraša Sila. Ne, tam, odkoder prihajam, sem edini kužek, odgovori Rex. No, to pa je drugi del mojega presenečenja, jim pove Riki. Robo kužek, pripravljeni smo na odhod. Nenadoma se izpod tal dvigne megaterenec. Wow, kakšna mašina, komentira Zuma. To je edino vozilo, s katerim lahko pridemo do našega cilja, jim pove Riki. Tam, kjer živim, ni cest, doda Rex. Kužki splezajo v vozilo in se odpravijo do Jakove gore. Ali se nameravamo povzpeti vse do vrha gore? Bron vpraša Rikija. Ne, skoznjo gremo, mu odgovori Riki. V gori se odpre prehod, ki vodi vse do velikega tunela. Wow, poglejte to, se navdušuje Bron. To pa je res kul, doda Marshall. Medtem pa se župan Hamtinger vozi svojim muckastrofomobilom. Nenadoma opazi tačjo patruljo in njihov mega kužkomobil. To moram imeti, reče in jim sledi skozi tunel. Kam pa so namenjeni? Kaj pa je to? Zakličejo kužki. Hitro skočijo z avtomobila in zagledajo. Bum, bum. Dinozavri, noro, so navdušeni kužki. Dobrodošli v Dino divjini, zalaja Rex. To so triceratopi, jim razloži. In tile so velociraptori. Nenadoma nekaj poleti preko njihovih glav. To so pa pterodaktili, doda Rex. Videti so kot ptiči. Toda ali ste vedeli, da so v resnici leteči dinozavri? Ti pa res veliko veš o dinozavrih, ga pohvali Roki. Hvala, mu odgovori Rex. Zdaj pa pridite pogledat to. Rex kužke odpelje do svojega doma, kjer spoznajo nečakinjo kapitana Turba Taylor in njegovo sestro, doktorico Turbo. Doktorica Turbo je najboljša zdravnica za dinozavre na tem svetu, pove Rex. Hiška, v kateri prebivajo Rex in Turbovi, je tudi bolnišnica za dinozavre. Kužki spoznajo brahiozavrko, ki je prišla na pregled. Dinozavrka na ves glas zarjove. Zahvaljuje se za kosilo, toda želi se čim prej vrniti do svojega gnezda, saj se bo njen mladiček kmalu izvalil. Kužkom prevede Rex. Dinozavrščino govoriš, reče Sila, to je pa res kul. Prijateljčki želijo videti, kako se bo iz jajca zvalil dojenček brahiozavr, toda Rex jim razloži, da se morajo umakniti. Dinozavri so zelo zaščitniški do svojih mladičkov, jim razloži doktorica Turbo. No, lahko pa vam namesto tega razkažem okolico, jim ponudi Rex. Medtem pa so mucke župana Hamtingerja pustila samega in počuti se precej izgubljeno. Idejo imam, reče, ko se domisli načrta. Če ujamem dinozavra in ga odpeljem nazaj v spodnjo meglo, bo pritegnil številne obiskovalce. Zagleda triceratopsa in se požene za njim. Dinozaver je prehiter za župana, toda ta nenadoma zagleda nezavarovano gnezdo, v katerem leži jajce. To jajce lahko vzamem s sabo v spodnjo meglo in vzgojim čisto svojega dinozavra,
reče župan. Z jajcem v roki jo popiha ravno v trenutku, ko se do gnezda vrne mamica. In vidi, da njenega dojenčka ni več. Brahiozavrka je vsa iz sebe. Odpravi se nazaj do doktorice Turbo in ob tem preišče vsak kotiček, da bi našla svoje jajce. Med iskanjem ji uspe porušiti ogrado in streho lope. Pokličemo tačjo patruljo, reče doktorica Turbo. Noben dinozaver ni prevelik in noben kužek ni premajhen za to nalogo. Zakliče Riki. Do dinozavrskega stolpa. Kužko si je postavil v vrsto, odeti v svoje nove dino oprave. Za to nalogo potrebujem Rokija, s svojim orodjem popravi ogrado in streho lope, mu naroči Riki. Rex in Bron, vidva pa najdita mamico in izvedita, kaj se je zgodilo. Rešimo to dino uganko, zalaja Rex. Ko kužki prispejo do doktorice Turbo, se Roki loti popravljanja, Rex pa se pogovori z mamico. O ne, nekdo je ukradel njeno jajce. Rikiju razloži Rex. Kdo bi storil kaj takega? Tačke so na delu. Poiščimo tega kradljivca, reče Riki. Globoko v dino divjini pa se kradljivec pripravlja na nov podvig. Župan iz 2 drugih gnezd pobere še 2 jajci. S temi jajci v mestu ne bo boljše zabave od mojega dino ranča, se zahahlja. Drugo jajce pripada triceratopki, tretje pa... Wow. Kaj pa je bilo to? Se začudijo kužki. Zveni, kot da je tiranozavrka v težavah, razloži Rex. Tudi njeno jajce je izginilo. Prijateljčki se odpravijo skozi divjino in kmalu opazijo sledi gom v blatu. Sledijo jim. Ustavite se, zakliče Riki. In ugotovijo, da ni kradljivec jajc nihče drug kot župan Humdinger. Jajca, ki jih je ukradel, pa so pravkar začela pokati. Te ljubke stvarce moramo spraviti nazaj do njihovih mamic, reče Sila, ki skuša pomiriti triceratopko. Toda ko nihče ne gleda, župan pobere malega brahiozaura in jo ucve. A nenadoma skozi drevesa plane mami brahiozaurka. Tla se zatresejo in zgore se začnejo valiti skale. Brahiozavrka skuša zgrabiti svojega mladiča, toda kar naenkrat na sredi gore zazeva prepad in dojenček sam samcat ostane na drugi strani. Robi, Marshall, Zuma, vse tačke na krov, zakliče Riki. Ustavite te skale. Tačke se odpravijo v akcijo, Sila pa svojim varnostnim pasom reši otročka. Pa te imam, reče in ga odnese do mamice. Toda župan Humdinger se še vedno ne vda. Še zadnjič skuša pobegniti, tokrat z malim tiranozaurom. Bom jaz, zakliče Rex. Dino šapa. Zaguga se na drevesu ter se požene naprej. Dojenčka osvobodi iz županovih rok, potem pa Bron malčka ujame v svojo mrežo. Odlično opravljeno, kužki, jih pohvali Riki. Otročiček je spet pri svoji mamici. Prijateljčki se odpravijo nazaj do doktorice Turbo. Hvala, Riki in tačja patrulja, se jim zahvali doktorica. Če imate dino problem, samo kužke pokličite, reče Riki. Mami brahiozavrka pa prijazno zarjove. To v brahiozavrščini pomeni hvala, razloži Rex, kužki pa planejo v smih. Pa se je vse dobro končalo. Tako da so malčki dinozauri spet pri svojih mamicah. In kako deček Riki hitro preuči težave in razporedi delo med kužki, res zanimivo. In pa prijaznite navihani kužki, ki brez težav vedno priskočijo na pomoč, ter skupnimi pomočmi rešijo še tako zapleten problem. Bravo, kužki! Otroci, v mojem knjižnem kotičku poiščite še zgodbe drugih televizijskih junakov, Tri mucke in Pepe Pujs. Lepo se imejte in lep tačji pozdrav prav vsem. Čau, čau! Tale jajček bomo pa dali tole zraven. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček.
Ja, prijazno pozdravljena, Elza. Pozdravljena. Ja, lepo. In kot nalašč, namreč v današnji pravljici bomo spoznali nikogar drugega kot Elzo in Ano iz Disneyjeve uspešnice Frozen Ledeno kraljestvo. Princesi bosta iskali reko skrivnosti. Prav zanima me, če jima bo uspelo najti reko, ki pozna vse odgovore v preteklosti. Tudi tebe zanima? Ja? Tudi. Zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Ledeno kraljestvo, Ana, Elza in reka skrivnosti. Nekega večera je mama Ani in Elzi prepevala uspavanko, ki je govorila o reki, ki pozna vse odgovore v preteklosti. Ana se je pretvarjala, da spi, Elzo pa je že premagal spanec. Ko je mama odšla, je Ana zbudila sestrico. Pridi, greva poiskat to belo reko. Pusti me, je odvrnila Elza. Hočem spati. Ampak jaz imam 1000 vprašanj, je rekla Ana, in bela reka pozna vse odgovore. Ali ne bi rada izvedela, zakaj znaš čarati? To je Elzo povsem zdramila. Greva, je rekla. Kmalu zatem sta se že odkradli iz gradu in se napotili proti gozdu. Kako bova našli belo reko? Je vprašala Ana. Napeti morava oči, je odvrnila Elza. Poglej, je vzkliknila Ana. Mislim, da jo vidim. Sestri sta stekli proti lesketavemu odsevu v daljavi. A bil je le potok. Kaj pa zdaj? Je vprašala Ana. Potoček lahko vodi do reke, je odvrnila Elza. Toda potoček jo je pripeljal le do ribnika. Če bova prisluhnili, bomo morda slišali belo reko, je rekla Elza. In Ana je že zaslišala zvok deroče reke. In stekli sta v smeri zvoka. A našli sta le osamljeno skalo, okoli katere je glasno zavijal veter. Ko bi le lahko zaduhali belo reko, je rekla Ana. Kako bi pa dišala? Jo je vprašala Elza. Po odgovorih, je odvrnila Ana. In po jelenih? To je pa že smešno, je zastokala Elza. Sestrici sta uporabili vid, sluh in voh, toda bele reke še vedno nista našli. A nista še obupali? Nič ne vidim, je rekla Ana. Poskusi gledati z druge strani, je rekla Elza. Ure so minevale. Ana in Elza pa sta postajali utrujeni. Raziskovali sta naprej. Elza je našla star ščit, ki se je bleščal v mesečini. Mislila sem, da sva blizu, je rekla Ana. In skoraj sta že obupali. Takrat pa je veter dvignil Ano od tal. Njegova moč je deklici povsem presenetila. In Ana je z višine nekaj zagledala. Veter je nato Ano nežno spustil na tla in sestrici sta stekli proti beli reki. A namesto reke sta zagledali zasneženo goro, ki se je lesketala v jutranji zarji. Joj, skoraj je že jutro, je rekla Elza. Še vedno nismo našli bele reke, je odvrnila Ana. Kaj bova storili zdaj? Zaspali, je odgovorila Elza. Sestrici sta se zavedli, da ležita v svoji udobni postelji. Zjutraj pa je Ana stresla Elzo in jo zbudila. Greva iskat belo reko. Ana, to je samo uspavanka, je rekla Elza. Pa vendar ni bila prepričana, ali so bile res vse samo sanje.
Sedaj pa še jaz nisem popolnoma prepričana, če so to bile res samo sanje ali sta res uspeli najti reko skrivnosti. Kaj pa ti misliš? Ne vem, po moje pa res. Najbrž ste jo pa res našli. Zanimiva pravljica, ne? In tako tudi Elza in Ana, ki sta bili zelo vztrajni ter odločni, da poiščeta reko. Bravo, princesi. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljicama Princeska na zrnu graha in Trnulčica, kjer boste prav tako spoznali dve princeski. Pozdravček prav vsem, lepo se imejte. Čau, čau. A ti tudi greš? Pa ne pozabi pozdraviti Ane v mojem imenu. Adijo. Pozdravljeni, dragi otroci. Ponovno prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Le kdo ne pozna Pujse Pepe in njene prikupne družine. V današnji pravljici pa bomo spoznali še prikupno zobno vilo, ki je neke noči obiskala Pujso Pepo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pepa in zobna vila. Pepa in Jure zelo dobro skrbite za svoje zobe. Doktor Slon, zobozdravnik, jima je pokazal, kako si jih morata pravilno čistiti. Pepa in Jure si vsako jutro in vsak večer očistita zobe. Pepa in Jure se rada igrata zobozdravnika. Pepa je zobozdravnica, Jure je njen asistent, gospod dinozaver pa je pacient. Kako lepe in čiste zobe imate, gospod dinozaver, reče zobozdravnica Pepa. Se zasmeje Jure. Nekega dne po končani igri Pepa in Jure večerjata, ko kar naenkrat nekaj pade na Pepin krožnik. Pepa se ustraši in poskoči. Kaj pa je to? Vpraša. To je zob, se zasmeji oči Pujs. Kako pa je prišel na moj krožnik? Vpraša Pepa. Poglej se v ogledalo, ji predlaga mami Pujsa. Pepa se pogleda v ogledalo in opazi, da ji manjka en zob. O ne, zajoka. Moram k doktorju Slonu? Ne, reče mami Pujsa. To je mlečni zob. Mora izpasti, da lahko zraste nov. Mlečni zob? Kaj je to? Vpraša Pepa. Mlečni zob je otroški zob, pojasni mama Pujsa. Aha, reče Pepa. Torej mi bo zrastel nov zob? Mami Pujsi prikima. Ja, kaj pa naj zdaj z njim? Vpraša Pepa. Če ga nocoj pustiš pod blazino, ga bo vzela zobna vila in v zameno pustila bleščeč kovanec, reče mami Pujsa. Tega večera je Pepa z družino gledala televizijo. Kar naprej je razmišljala o zobni vili. Ko odrastem, hočem biti zobna vila, reče Pepa. Oči Pujs pa se zakrohota. Kaj pa hočeš postati ti, Jure? Vpraša oči Pujs. Jure objame svojega dinozavra in reče: Zavelj! Pridi, Jure, zakliče Pepa, da ne bova zamudila zobne vile. Oba stečeta po stopnicah in se oblečeta v pižami. Ne pozabite umiti zob, zakliče mami Pujsa. Jo, kaj pa delaš, Pepa? Malo pozneje vpraša oči Pujs. Pepa previdno čisti zob, ki je izpadel. Hočem, da je moj zob čist in bleščet za zobno vilo, razloži Pepa. Pepa položi zob pod vzglavnik. Sta prepričana, da ga bo zobna vila lahko našla? Vpraša. Seveda, odvrne mami Pujsa. Obljubim. Lahko noč, Pepa in Jure. Lahko noč, mami. Lahko noč, oči. Počakala bom na zobno vilo, zašepeta Pepa Juretu. Pepa čaka in čaka.
Kmalu se sliši samo še Juretovo smrčanje. Ostala bom budna, dokler ne vidim zobne vile, si odločno reče Pepa. A kmalu zatem Pepa trdno zaspi. Cin, 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 kaj pa je bilo to? Zobna vila. Živjo, Pepa, zašepeta. Izpod vzglavnika vzame zob in ga zamenja s kovancem. Kako lep in čist zob, zacimlja. Najlepša hvala. Pepa naslednje jutro, takoj ko odpre oči, skoči iz postelje in pogleda pod vzglavnik. Bleščeč kovanec, vzklikne. Mami, zobna vila je res prišla. Gotovo je bila vesela, da si ga tako lepo očistila, se zakrohota oči pujs. Naslednjič bom pa res celo noč vedela, se zasmeji Pepa. Ja, res simpatična zgodba, kaj ne? Tudi sama se spomnim svojih otroških dni, ko so mi izpadli mlečni zobje in je bil moj nasmešek malce pomanjkljiv. Še dobro, da so stalni zobki hitro zrasli in še danes krasijo moj nasmešek. Otroci, da ne pozabim, za zobke je potrebno dobro skrbeti in jih krtačiti zjutraj in zvečer, tako kot sta to počela Pepa in Jure. Prijazno vabljeni k poslušanju še mnogih drugih pravljic, ki vas čakajo v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, lepo se imejte in radi se smejte. Čau, čau! Kako prijazno od tebe, ne? Da si razveselila Pepo.